Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Že dolga leta je tlela želja, da bi se to zgodilo, da bi na Dovškem odru uprizorili to igro, ki bo uprizorjena v petek zvečer. Kako je nastajala, koliko je igralcev? Predstavo sem želel že leta 2008 postaviti na Dovški oder, pa vse stvari niso bile v tej smeri, da bi jaz zadevo lahko realiziral. No, lani so se pa stvari poklopile in sem začel skupaj z dramaturginjo Niko Bergant ustvarjati zasnove za predstavo. Odločilen korak je naredila prav ona, ko nisem že vedel, kako se zadeve lotiti, kako speljati vse skupaj, ko mi je dejala ob obisku Malči Polda, da naj naredimo njemu na Dovškem odru muzej, to, kar želi njegova žena Malči Polda, da bi vse te eksponate, vse rekvizite, ki jih ima, nekako na enem prostoru predstavili širši javnosti in zdaj imamo priliko, da Janeza Polda, del njegove življenjske zgodbe, na Dovškem odru predstavimo in kot režiser sem tega dejstva nedvomno zelo vesel, kajti rad povem, da je bil Janez Polda ponos mojstrane Gorenjske, Slovenije in nekdanje Jugoslavije in zdaj imamo enkratno zgodovinsko priložnost, da igralci in naše domače kulturno društvo njemu na našem Dovškem odru postavimo muzej, kar si nedvomno zasluži. Predstave pa bodo torej v petek 27. januarja bo premiera in hkrati krstna uprizoritev, ponovitev 29. januarja in še ena ponovitev 2. februarja, vse bodo ob 19. uri v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Verjamem, da bomo imeli predstave tudi kasneje. Želel bi si kot režiser in kot domačin, da bi te predstave videle tudi organizirane skupine, šolska mladina in pa tudi odrasli, kajti imeli bodo kaj videti, lahko si bodo kakšno stvar na novo zapomnili, širili svoje obzorja in slišali marsikaj novega ali pa starega iz zgodovine smučarskih skokov in naših olimpijcev. Janez Polda je bil mojstrančan domačin in je svojo slavo ponesel v svet s svojimi skoki, ne samo v planici, temveč bil je na več olimpijskih igrah. Ja, res je, Janez Polda je bil na 3 olimpijskih igrah, leta 1948 v Sankt Moricu, 52. v Oslu, 56. pa v Cortini d'Ampezzo. In je tudi kar nekaj prizorov oziroma informacij o teh njegovih olimpijskih igrah. Kako je bilo našim olimpijcem pravzaprav zelo težko v tistih časih, ko je danes pravzaprav za vse poskrbljeno z različnimi ljudmi, ki skrbijo za vso logistiko. V tistih časih pa je bilo, kot pravim, precej drugače. Časi so bili drugačni, oprema je bila drugačna, tehnika in fantje, olimpijci, reprezentanti so bili večkrat prepuščeni sami sebi. Bili so večkrat lačni kot siti tudi na olimpijskih igrah in moram reči, ko sem zdaj te stvari študiral, da so bili izredno vztrajni, da so vztrajali na tej svoji športni poti. Vseeno lahko rečem čisto enostavno in preprosto, da je današnjim športnikom veliko lažje kot nekdanjim. V samo igro pa ste povabili tudi kar 3 mlade nadobudneže. Kako so se znašli? Ja, mlade igralce Jakob Berce in brat in sestra Julija in Florian Križ so bili izbrani na podlagi tega, ker so že dolgoletni igralci v Rajžah po poteh Triglavskih pravljic, katere vodič sem tudi sam že več kot 20 let. Nekateri so z mano že 6 oziroma 7 let in imajo kar nekaj izkušenj, no verjamem pa, da je bila ta nova predstava za njih en poseben izziv, tudi zame kot režiserja, delati z mladimi igralci za odraslo predstavo je čisto nekaj drugega, če igrajo otroci v eni otroški oziroma mladinski predstavi. In občasno verjamem, da jim je bilo kar težko, bil sem eksakten, tudi strog, ampak glede na to, da smo delali predstavo nekom, ki je res v naših krajih živel, sem se moral držati določene vsebine. V teh mladih letih, prvi del bo zelo tak sproščen, igriv, pa sem si privoščil malo dramaturške oziroma režiserske svobode, da smo lahko tudi to mladostno razigranost tudi malce bolj predstavili, tako da verjamem, da bodo ljudje uživali. Kot pravim včasih, ko predstavljam, predvsem delam komedije na našem Dovškem odru, uživajte in se smejte, bom zdaj rekel za to novo predstavo, da vsem želim doživeti to predstavo, kajti bo res nekaj posebnega, drugačnega. Hvala za pogovor in uspešno predstavitev
na Dolškem odru in seveda vse te 3 mlade bomo pa sami povprašali, kako so se počutili. Hvala lepa. Hvala lepa vam za pogovor in dobrodošli v Aljaževem prosvetnem domu na naših predstavah. Ampak še zmeri ima pa skakalc glavno besedo. Skoku še zmeri skakalc da piko na i. A ni tako, da so včasih skakali z rokami naprej, takole. Da fajn naprej nese. Ja, ampak tudi hiter prestane. Meni se zdi, da je najbolj varen. In največ ravnotežja imaš, če skačeš z rokami narazen. Takole. Ja, sem tako naprav, da se skače z rokami nazaj. Pol je tako najbolj prav. Ja, Zakaj pa, tako kot včasih, tudi danes skačejo skakalci z rokami nazaj? zakaj? To sem povedal že malči, pa drugem večkrat. Dobro se zapomnite, kaj vam zdaj povedal. Noben teč nima refetnic naprej. A ste se zapomnili? Kar pogledajte, noben teč nima refetnic naprej. Ja, to sem večkrat povedal, pa še to si zapomnite. Skok moraš ta prvi v glav imeti, pol šele v nogah. A vas te, otroci, že kot lovski čuvaj sem v dnevnik pisal stvari po službeni dolžnosti. Pa sem pol še kot skakalc začel pisati v dnevnik. Koliko sem skočil, kje sem skakal, kateri mest sem dosegel. Pa ste bili kdaj prvi? 10 let sem bil aktualen državen prvak. 10 let. Ja. A ste kdaj padel? Padel. Sem v vsej karieri sem padel samo 6-krat, a pa z rokam podrsal po tleh. Sem 48 leta v planic skočil 120 metrov, sem z rokam po snegu podrsal. Mi skoka niso priznali. Če bi mi ga, bi bil to svetovni rekord. Florjan, Jakob in Julija, vi ste se prvič znašli v igri, kakršna bo uprizorjena na Dolškem odru. Kako je pravzaprav bilo? Kako ste se znašli? Mogli smo se kar nekaj časa pripravljati. Midva z Jakom sicer že nekaj časa, ker igrava tudi na Triglavskih pravljicah, ja. Imamo nekaj kle. Ampak, ja, veliko smo se pripravljali in ne vem. No, dolgo časa je bilo potrebno, pa kakšna je tvoja vloga? Jaz sem mladi Janez, mladi Janez Polda. V prvem delu sem mladi Janez Polda, v drugem delu pa sem skupaj z njima spraševalec, ki sprašujemo Janeza Polda, ki ga igra Marcel. In kako si ga uprizoril kot mladi Janez Polda? Kot nagajivega, nestrpnega otroka, ki se zelo rad igra. Kaj pa si ti uprizorila? Jaz pa sem, tako kot Florjan, spraševalka in sošolka mladega Janeza Polde. In smo v prvem delu bolj nagajivi, v drugem delu pa imamo bolj resne in drugačne, zanimive vloge. Kako ste se pravzaprav znašli? Je Marcel Gomboc strog režiser? Malo pa, ja. Ja, ampak je tudi tako, znašli pa smo se, da vsi igramo pač na Triglavskih pravljicah in zato nas je najbrž tudi Marcel izbral. Drugače pa ne vem, kako bi. Bo to za vas krstna uprizoritev na Doljem? Ja. Se jo že vsi veselite? Pridemo pogledat, pa vas ocenimo, kako ste se pripravili. Hvala lepa. Hvala.